Pozdravljeni! Pred nami je zadnji briefing, kjer bomo skušali ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo na kvalifikacijah samih in to prenesti skozi tiste rezultati ritma, ki smo jih dobili na drugem treningu, na razmerje moči za dirko za veliko nagrado Singapurja. In prvo presenečenje je bil pole position Charlesa Leclerca in tudi tretje mesto Sebastiana Vettela. Tisti rezultati, ki smo jih videli na prostih treningih, niso kazali na tako dober ritem Ferrarija, vsaj na kvalifikacijah na en sam krog. Lewis Hamilton na drugem mestu je še zmeraj nevaren nasprotnik in tudi njegov zaostanek ni tako pretiran. Namreč zavedati se moramo dejstva, da njegov motor z notranjim izgorevanjem je še zmeraj tisti specifikacije 2, to se pravi z ogromno kilometrine in starejšo izvedenko. Če bi jim deloval tisti specifikacije 3, bi ga verjetno imeli, po mojem mnenju, a videli bomo, kako se bo to odrezalo na dirki sami. Pri Red Bullu so po mojem videnju točno tam, kjer so izračunali, da bojo. Namreč zmeraj je bolj aktualna tista njihova strategija, da bojo začeli na soft, nato prišli direktno na hard pneumatike. In iz mesta, katerega so se dobili na kvalifikacijah, je nekako razumljivo, da bojo nekaj takega tudi uporabili. Namreč predčasni postanek in bo verjetno dal tisto prednost, da bojo na koncu vsaj v boju za stopničke. Lepo presenečenje so pripravili tako pri Renaultu kot pri McLarenu, kjer seveda niso sposobni posegati kaj više kot so, a končno se jim je vse poklopilo, nobenih napak, nobenih težav in so lepo tisti najboljši od preostalih z obema bolidoma v Q3. Pri tistih, ki so mene osebno vsaj tehnično najbolj razočarali, ekipa Haas. Po vseh težavah s pokrovitelji, s tem, da so še enkrat potrdili Romana Grosjeana, smo videli, da za dirko v Singapurju njihov tehnični paket enostavno ni na nivoju. Izgleda, da ta njihova sposobnost, da kupujejo razvoj pri podizvajalcih, se je zdaj pokazala kot slaba. Namreč predaleč so od Evrope, težko dobijo nove specifikacije, ki stanejo in prav ta izguba pokroviteljev jih je lahko spravila tudi v položaj, da bojo čakali konec tega svetovnega prvenstva. Bomo videli, kako se bojo odrezali na naslednjih dirkah, a predvidevam, da forma se ne bo dvigala, da bo ostajala na tem nivoju oziroma rahlo nižje. Drugo razočaranje oziroma polovično razočaranje Alfa Romeo Racing. Od njih sem pričakoval malce bolj bleščeče kvalifikacije, a videli smo, da je bilo nekaj takega malce bolj vmes, malce bolj neprepričljivega in enako neprepričljivi so bili tudi pri Scuderii Toro Rosso. S tistim, kar sem videl na prostih treningih, sem predvsem od obeh voznikov Scuderie Toro Rosso res pričakoval malce več. Pri Williamsu samo pa kot zanimivost je videti to, da se razvoj ni ustavil. Pričakovali bi, da pri takih težavah, kot jih imajo, da bi se usmerili pač v razvoj novega bolida, a zgleda, da temu ni tako, kajti če pogledamo zaostanek, ki ga ima Russell do Q2, do tistega časa, ki bi mi dovolil priti v Q2, govorimo okrog sekunde. Če pogledamo, kaj se je zgodilo na začetku sezone, se lahko spomnimo, da je bil njegov čas sekundo od tistega voznika pred njim. Seveda drugačna proga, drugačni pogoji, drugačne pneumatike, a vseeno še spet en dober znak, da se nekaj premika. Premika se prepočasi in zaostanek je prevelik, a vseeno premika se. Če pogledamo rezultate ritma iz drugega prostega treninga, vidimo, da je bil v prednosti Mercedes, za njimi Red Bull in šele nato Ferrari. Če to nekako prestavimo, na kar smo videli na kvalifikacijah, bi lahko rekli, da te vrednosti, ti zaostanki so bistveno manjši od tega, kar so pokazali na drugem prostem treningu. A vseeno še zmeraj ne vemo, ali je ta forma samo na en krog pri Ferrariju ali bo zdržalo tudi na ritmu. Vsekakor bomo morali imeti pred očmi dva dejavnika, namreč Red Bull s tisto svojo strategijo in verjetno pričakovanim predčasnim postankom in ritmom tako Mercedesa kot Ferrarija na tisti pneumatiki medium C4. Zanimivo bo videti, ali bosta pri Mercedesu in Ferrariju glavna voznika šla na postanek skupaj v istem krogu ali bo med njiju prišlo do kakih razlik.
Zanimivo bo tudi videti, ukolikor se bo zgodil kak nepredviden dogodek, naprimer kak varnostni avto, kateri bo zaukazal vsem voznikom iti na menjavo in kako bo to vplivalo na sam rezultat. Namreč, lepo enostavno se da zgoditi to, da bo varnostni avto prišel v trenutku, ko bi nekdo tako ali drugače šel v bokse in drugi ne, in tako nekomu pomagal doseči dober rezultat, druge pa oviral. Spet en dejavnik, na katerega bomo morali biti pozorni in na ulični dirki, kot je Singapur, daleč od tega, da bi bil mogoč, ampak manj verjeten, prej bi rekel, da je zelo verjeten. Še kot ponavadi vabilo, tako kot danes kvalifikacije, bom tudi dirko z komentarjem v živo opravil na strani Badgers Way na Facebooku, vabljeni k ogledu in vabljeni k postavljanju vprašanj in komentarjev. Drugače se dobimo po dirki na YouTube kanalu s komentarjem same dirke. Do tedaj pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.